Gospod Vasle, kako ocenjujete svoje delo, dosedanje delo na položaju direktorja Radia Slovenija? V kakem smislu, kako ocenjujete, če sem dober ali če sem slab? Ja, mogoče, kaj bi lahko izboljšali in kaj... Ja, seveda je veliko. Jaz moram reči, da v prvi vrsti sem seveda, če sem na taki funkciji, sem legalist. To pomeni, spoštovati moram zakone in predpise. Jaz sem za vsak evro v tej hiši tudi kazensko odgovoren. Mislim, da je to popolnoma logično, jasno in tudi nimam nobenih pripomb na to. In tako tudi ravnam v tem smislu. V programskem smislu bi pa seveda tako za prvi, drugi in tretji program, pa še za vse tri programe, ki so v regionalnih centrih, seveda človek želel več sredstev, želel bi, da bi lahko določene izjemno dobre kadre, ki so že dolgo honorarci, tudi zaposlil in tudi na tem v zadnjih 2 mesecih zelo intenzivno delamo, kako bomo ta problem razreševali. Z tega vidika moram pač reči, da razen nekaterih škandalčkov ali aferc, ki so se sukale okoli direktorja Radia Slovenije in jaz mislim, da ni bilo nič zelo velikega in nič tako zelo usodnega, da bi me lahko diskreditiralo na taki ravni, da nisem, ne vem, pravilno sposoben to funkcijo upravljati. Mislim, da je bilo nič posebnega. Nič posebnega. Mislim, da so programi dobri. Prvi pa drugi program je še zmeraj najbolj poslušan program v Sloveniji, takoj za njim je prvi program. Tretji program pa seveda poslušanost takšno, kot jo lahko ima glede na to, da je visoko specializiran in zahteven program. To ni radijski program za nekega povprečnega poslušalca, ampak za nekoga, ki ima neke višje zahteve tako na govornem, kot tudi na glasbenem delu. To vzdušje, na splošno vzdušje na Radiu Slovenija, te male aferice, ki ste jih prej omenili, ki so pač najpomembne, ali kako? Seveda so bile zamenjave, ne vem, primer Mirko Štular šel, prišel nazaj, oziroma... Dober, to je bila ena lete. To je bila, jaz seveda, v vsakem primeru se na taki funkciji verjetno česa tudi učiš. Ne, sigurno. Smo samo ljudje. Ko sem jaz v tistem primeru ocenil, da sem po premisleku, da sem šel predaleč, da je mogoče ukrep bil, ko je šlo za val 202, vendarle pretiran, sem se umaknil. Ampak ko sem se umaknil, to ni bilo vse za zunanjo javnost dovolj. Aha, zdaj si se pa umaknil, zdaj te pa bomo. Jaz sem zelo samokritičen človek. Takrat sem se umaknil, pretiraval sem in tako naprej. Kaj je bila pa tista zgodba, tista je bila pa potem pač v takih razmerah pride do take godbe. Nič. Potem se po tisti stvari ni čisto nič zgodilo. Kar za drugega primera, to je poročanje o aferi Sova oziroma Sanadar Janša. Moram reči, da me je po tistem letu dni, ko je komisija opravila svoje delo, dodatno prepričala, da to ni bilo v redu. Da po 3 dneh afere napišeš komentar oziroma komentiraš, da je že vse jasno. Pokazalo se je ravno nasprotno. Ja. Zato pravim, novinar javnega radija ne more špekulirati. Novinar javnega radija more najprej v osnovi pošteno informirati. Komentira se pa potem, ko so stvari jasne. Špekulacija za javni radio, to sodi v rumene medije. Ja, tako me zanima, pač to vzdušje nasplošno, pa te stvari, ki se v javnosti perejo. Kako vzdušje? Jaz ne vem, kako je vzdušje na radio, jaz nimam benih problemov. Jaz hodim tja, kamer me pokličajo, če kaj želijo, veliko hodim razlagati zdaj recimo te zadeve okoli plačnega sistema, ker sem se temu ogromno posvečal. Moram pa nekaj reči odkrito, seveda. Premalo časa imam pri vsem drugem delu, da bi lahko imel eno močno, ampak to je objektivno dejstvo, eno močno komunikacijo v hiši. Se pravi, da bi vsak dan šel na uredniške sestanke, pa poslušal, pa bi malo debatirali, pa tako naprej. Tega časa preprosto nimam. Je pa res, da so moja vrata 24 ur na dan tako rekoč odprta, da imam tlele železniško postajo, da lahko vsakdo brez najave k meni pride.
Pa pridejo, recimo tako. Pridejo, seveda pridejo. Novinari, kdo želi, pride. Ni benga problema. Tega časa je res premalo, to moram reči. To je za eno ustvarjanje, kot ste prej rekli, boljšega vzdušja ali pa boljše komunikacije, da včasih ne bi prišli do kakih konfliktov in tako naprej, bi seveda bilo nujno. Ampak objektivno je to taka funkcija, ko se vse to preprosto ne da na tak način. Vas kdaj prime, da bi zamenjali službo, pa šli početi kaj drugega? Jaz ponavadi sem menjal službo tako na 4 leta pa pol. In sigurno bom z življenju še to naredil, ker moram še kar en čas delati. Da bi pa zaradi te izkušnje, to pa ne. Jaz moram reči, da sem pridobil veliko dragocenih izkušenj, da sem se veliko tudi iz posameznih konfliktov ali kaj naučil, veliko novih znanj, od planiranja do, da znam brati jaz številke in tako naprej, da vem, kaj pomeni, kar prej, seveda, s čimer se prej nisem ukvarjal, ampak moram reči, da sem ta znanja hitro moral usvojiti. Da sem prvo leto, tako rekoč, maja smo prišli v hiši, skozi bil v hiši in sem želel spoznati tudi podrobnosti iz radijske produkcije, da sem se seznanil pač s tem, kako radio tudi tehnološko funkcionira, ne do zadnje podrobnosti, ampak tako, da poznaš in da razumeš tudi ljudi, se pravi, ves del tehnike in naših specialistov na produkcijski strani, da jih razumeš, da veš, kaj počenjajo, kako zahtevno delajo to in tako naprej. Se pravi, da spoznaš vse te procese. Žal mi ni uspelo narediti to, kar sem želel, da bi šel Heidi Kalan po govorno v govorni tečaj, da bi dobil še ta papir, čist preprosto, ker bi to bilo, fajn bi bilo, to izkušnjo imeti, ampak tega časa ni bilo.